Lep športni pozdrav vsem ljubiteljem futsala. Nocoj bomo v športni dvorani Lukna spremljali tekmo 10. kroga prve slovenske futsal lige in sicer natančneje obračun med ekipama Remax Maribor in Potočje projektiranje Sevnica. Gre za dve ekipi, ki sta letos zagotovo favoritini za finalni turnir tega elitnega tekmovanja v Sloveniji in jo trenutno na lestvici loči zgolj točka. Naj omenim imena in priimke, ki so pomembna za današnjo tekmo. Za gostujoče nogometaše igrajo Denis Govekar, Sebastian Drobne, Domen Krnc, Uroš Martič, Ines Škorič, Žan Gregl, Matej Krančevič, Luka Koprivnjak, Marko Račič, Matej Zakšek, Nenad Kurtič, Gregor Pešec in Jan Nečemer. Medtem za domačine nastopajo Damir Puškar v vratih, nato Milivoje Simeunovič, Denis Totoškovič, Nikolaj Andrič, Matej Fideršek, Rok Buzeti, Žiga Čeh, Jaka Jager, Suat Filekovič, Anže Kraljič in Florian Fras. Kmalu bomo torej pričeli s tekmo. Prednost letošnje prve slovenske futsal lige je zagotovo v tem, da si lahko skoraj v vsakem krogu ogledamo tekmo posebnega motiva. Potem, ko so Mariborčani pred domačimi tribunami remizirali z aktualnim prvakom in nato izgubili proti aktualnemu podprvaku, bodo skušali danes popraviti svoj domači vtis. Čaka pa jih vse prej kot lahka naloga, saj gostijo, kot sem že omenil, Sevnico, ki za štajersko ekipo zaostaja zgolj eno točko. In cilj gostov je torej jasen: premagati kvalitetno mariborsko ekipo in se uvrstiti v najboljšem primeru na drugo mesto. Domači pa bi prav tako potrebovali zmago, ukolikor želijo braniti svojo trenutno drugo mesto in uspešno slediti trenutno prvouvrščeni ekipi iz Kobarida, proti kateri so v prejšnjem krogu izgubili s 3-5. Čakamo torej na sodniško žvižg in kmalu bomo pričeli z 10. krogom prve slovenske futsal lige. Pri žogi pa so domačini. Fideršek je poskušal takoj že v uvodnih minutah strelom proti vratom in tako dal vedeti svojim tekmecem, da bo danes seveda večkrat skušal takole ogroziti obrambno vrsto in da so ambicije Maribora danes vsekakor velike. Fideršek, ja, to je bila podaja Simeunoviča proti mariborskemu kapetanu Mateju Fideršku, vendar žoga je nato pristala v avto za Sevnico. Prejle, ko sem našteval imena, ste najverjetneje tudi zasledili ime, ki smo ga bili lani vajeni v ekipi Remax Maribor, letos pa zastopa Sevnico, to je Sebastian Drobne, tudi v reprezentanci futsala je že igral in Sebastian je zagotovo nogometaš, na katerega bodo morali danes biti domačini posebej pozorni. Sebastian torej v lanski sezoni je igral za Remax Maribor, v letošnji pa za klub malega nogometa Sevnico oziroma Potočje projektiranje Sevnica. Žoga pa zdaj v posesti Maribora. Nikolaj Andrič proti Simeunoviču, zdaj žoga od nog do nog mariborskih nogometašev, nato pa podaja na rob kazenskega prostora, kjer se je odkrival Denis Totoškovič, ki je še vedno najboljši strelec prve slovenske futsal lige. Pravzaprav skoraj da neulovljiv, 16 zadetki je na prvem mestu, na drugem mestu pa Borut Ručna z FC Litije, ki je zadel 10 zadetkov. Medtem pa poskus prodora po desni strani, poskušal je Milivoje Simeunovič, vendar mu je žoga ušla, tako da bo zdaj pripadala gostujočim nogometašem. Dolga podaja naprej, kjer se je odkrival za žogo Domen Krnc, zdaj pa ponovno na potezi Mariborčani. Danes torej tekma v športni dvorani Lukna, običajno pa smo vajeni, da Mariborčani igrajo v mariborski dvorani Tabor. Ampak seveda je dobrodošlo tudi, da se kdaj lokacija malce spremeni, tako pridejo na račun tudi navijači, ki so tukaj v okolici Ljudskega vrta. Nenazadnje je tukaj tudi veliko nogometnih navdušencev. Če malce vse skupaj torej povežemo z velikim nogometom. Zdaj pa Matej Fideršek poskuša s prodorom. Matej Fideršek je naredil prekršek nad Urošem Martičem. Torej, v prvi postavi Maribora so začeli Damir Puškar, Milivoje Simeunovič, Denis Totoškovič, Nikolaj Andrič in Matej Fideršek.
Na drugi strani pa Denis Govekar, Sebastian Drobne, Domen Krnc, Uroš Martič in Ernest Škorič. To so torej tiste peterke oziroma tisti dve peterki, na kateri računa ta gostujoči in domači trener, ki jo pa na začetku srečanja nisem omenil, torej pri domačih je trener Senodin Džafić, pri gostujočih pa Jože Gacnik. Medtem delilec pravice na današnjem srečanju Aleš Sakelšek. Žoga pa bo sedaj pripadala Sevnici. Rezultat torej še vedno 0-0, smo pa v 3. minuti srečanja. Na prejšnji domači tekmi so torej Mariborčani klonili proti Oplastu, trenutno prvi uvrščeni ekipi prve slovenske futsal lige. V prvem polčasu so še nekako uspeli konkurirati s Kobaridom, nato pa kljub temu, da so poskušali igrati s 5 nogometaši, niso uspeli zmagati oziroma vsaj zanačiti. Rezultat je bil na koncu 5-3 za aktualne državne podprvake. In to je bil tudi prvi poraz Mariborčanov nasploh v tej nogometni sezoni. Na drugi strani pa se sedaj odkriva Denis Totošković, pa Simeunović zdaj podaja proti Fideršku. Matej Fideršek si je žogo poslal na svojo levico in nato z mrtvega kota skušal s strelom proti vratom. Drobne zdaj tam ugovarja sodniku, češ da žoga ne bi smela pripadati Mariborčanom, ampak mislim, da je bil delilec pravice kar blizu. Simeunović proti Fideršku, Fideršek je ponovno močno streljal proti vratom, vendar žoga je šla nekoliko preveč po sredini, da bi lahko veljala za nevarnejšo. Zdaj pa Fideršek preigrava, podaja proti Totoškoviću, Totošković je uspel sprejeti žogo, nato pa ni našel poti proti mreži, zdaj pa v protinapad rvi Drobne. Sebastian Drobne je skušal s preigravanjem, nato pa mu je žoga ušla izven igralnega polja, tako da bo sedaj pripadala domačim nogometašem, ki danes nastopajo torej v vijoličasto-rumeni športni opremi. Zdaj pa na drugi strani Nikola Jandrić. Jandrić poskuša s prodorom po boku, še vedno Jandrić. Oviral ga je Sebastian Drobne, žoga pa bo pripadala gostujočim. Sevnica je trenutno na nehvaležnem 4. mestu, pospremimo tole akcijo. Jandrić je prodiral, podal v kazenski prostor, nato pa žoga izven gola. Torej, Sevnica na 4. mestu, ampak potrebno je omeniti, da si deli točke z Dobovcem, ki trenutno zaseda 3. mesto prve slovenske futsal lige. Zdaj pa dolga žoga naprej, vendar naravnost v naročje Damirja Puškarja. Na Damirja Puškarja bodo danes gostujoči tudi posebej pozorni, kajti zavedajo se, da bo težko prebiti. Medtem pa zadetek Matej Fideršek. Matej Fideršek za 1-0 v prid Maribora v 4. minuti. Govoril sem torej o Damirju Puškarju, nato pa na drugi strani premagan vratar Sevnice. Malce smole je imel tudi pri temle strelu vratar Denis Govekar. Zdaj ponovno pri žogi Mariborčani. Dober začetek torej Štajercev v luknji, ampak seveda je to samo uvod in počakati bo potrebno do konca. Zaenkrat lahko rečemo, da so podjetnejši na igrišču, vsaj kar se tiče posesti žoge. In tudi zadetkov, seveda. Matej Fideršek, pa Nikola Jandrić. Na drugi strani je sedaj izgubil žogo Rok Buzeti in medtem 1. minuta odmora na današnjem srečanju. Zaenkrat torej rezultat 1-0 za domače, lahko rečemo povsem zasluženo, potem ko je Matej Fideršek streljal se žoga z malce sreče odkotalila v vrata in zaradi tega sedaj Mariborčani v boljšem položaju. Trener Senodin Džafić na strani Maribora danes torej računa na večino igralcev, manjka le poškodovani Jurček Klinc.
Moramo pa omeniti tudi, da so Mariborčani in Sevničani v tej sezoni prve slovenske futsal lige že igrali, in sicer v prvem krogu, ko so remizirali z rezultatom 2-2. Mariborčani so takrat tudi povedli s Totoškovićem v 9. minuti. Nato pa so gostje prišli na 1-1 in na 2-1. Strelca sta bila Škorić in Nečemer. Nato pa je v zadnji minuti srečanja izenačil Matej Fideršek, kateri je dal tudi danes izenačujoči oziroma vodstveni zadetek za Maribor. Torej, to je podatek, ki priča o tem, da danes Mariborčani seveda morajo igrati do konca, kajti Sevnica je na pretekli tekmi že pokazala, da se lahko rezultatsko vrne in obrne izid v svoj prid. Zdaj pa kot za omenjeno ekipo. Poskus strela proti vratom strani Sevnice, vendar Mariborčani na mestu. Zdaj je Krnc poskušal z glavo, vendar žoga je zletela mimo njega, na drugo stran proti mariborski klopi, in sedaj so domačini tisti, ki tvorijo novo akcijo. Rok Buzeti. Buzeti, globinska podaja proti Suadu Filekoviću, ki je prejle stopil v igro. Suad podaja proti Jandriću, pa sedaj na drugi strani Buzeti. Dobra kombinacija sedaj Mariborčanov, vendar na to Suad Fileković kljub temu je uspel spraviti žogo do Žige Čeha. Tudi Žiga Čeh je torej pravkar vstopil v igro. Zdaj vidimo nekaj svežine na strani mariborske ekipe. Delilec pravice pa sedaj meri Suada Filekovića, očitno zaradi prejšnjega drsečega štarta. Kakorkoli, žoga pripada Sevnici. Drobne na levi bok, pa sedaj Krnc. Krnc podaja nazaj proti svojemu soigralcu Irnesu Škoriću, zdaj pa ponovno Drobne, pa Nikolaj Andrić. Rok Buzeti. Domačini še vedno pametno stojijo na žogi. Nato pa Suad Fileković, malce samozavestnega preigravanja, žoga pa še vedno ostaja na strani Maribora. Jandrić je zdaj poskušal s prve zaposliti Filekovića, s tem pa tudi Jandrić odhaja z igrišča, namesto njega je v igro stopil Anže Kraljič. Anže Kraljič je septembra letos dopolnil svoj 25. rojstni dan. Sicer pa najmlajši Žiga Čeh trenutno na igrišču, zdaj pa žoga v posesti Buzetija. Nato je Buzeti izgubil žogo, pa Drobne. Ja, Drobne se je sedaj dokopal do priložnosti. In Mariborčani bi morali seveda bolj paziti na tega nogometaša. Ravno lani v tej športni dvorani Lukna je tudi Drobne prišel do zadetka, ko so Mariborčani igrali proti Kobaridu, oziroma Drobne mislim, da je bil najbolj zaslužen za zmago vijoličastih. Zdaj pa igra v belem dresu za Sevnico. Čeh podaja proti Filekoviću, Fileković pa je na to takole v slogu velikega nogometa streljal z glavo proti vratom, vendar žoga ga ni najbolj ubogala in zato ostaja pri rezultatu 1-0. Zdaj pa Rok Buzeti, ki je skušal strelom proti vratom, vendar žoga se je odbila daleč na drugo stran in bo sedaj ponovno pripadala nogometašem iz Maribora. Ekipe se torej v tem rednem delu tekmovanja zelo borijo, kljub temu, da končna razvrstitev od 1. do 8. mesta v tem rednem delu tekmovanja ne bo tista, ki bi odločala o tem, katera ekipa bo dobila pokal, pač pa se vse ekipe do 8. mesta uvrstijo v četrtfinale in potem ima tudi 8. uvrščena ekipa torej vse možnosti, da se prebije med najboljše. 9. ekipa pa bo izpadla iz prve slovenske futsal lige in vsaj zaenkrat kaže, da bo to Ajdovščina, ki ima zaenkrat 0 točk. Zabeležila je torej 8 porazov, danes pa se
meri z Benediktom, ki ima na drugi strani zgolj eno zmago in to je torej tekma za odcepitev od dna lestvice. Žiga Čeh podaja proti Filekoviću, pa potem Čeh poskuša s podajo proti Suadu Filekoviću nazaj in skoraj da smo videli še eno srečo na strani Maribora. Skoraj bi se žoga odbila v vrata, potem ko je tam posredoval nekdo izmed sevniških nogometašev. Buzeti pa bo sedaj izvajalec tega kota. Čeh je poskušal z natančnim strelom, vendar žoga je šla mimo desne vratarjeve vratnice. Zdaj pa Fileković pri žogi. Po mnenju delivcev pravice je Fileković igral izven igralnega polja, tako da bo sedaj žoga pripadala Sevničanom. Žiga Čeh. Žiga Čeh zahteva zamenjavo, menda jo je skupil v enem izmed prejšnjih napadov ali pa se preprosto želi malce spočiti. Ja, Čeh sedaj odhaja z igrišča, namesto njega pa v igro Milivoje Simeunović. Kraljič proti kreatorju mariborske igre, Simeunović pa na drugo stran potem proti Buzetiju. Fileković je skušal zagraditi, ampak prehitel ga je njegov nasprotnik. Nečemer številko 31, do katerega je sedaj skoraj da tudi prišla žoga, ampak malce premočna in premalo natančna za Nečemra je bila tale. Damir Puškar pa prepušča žogo svojemu soigralcu in sedaj so Mariborčani ponovno tisti, ki bodo narekovali tempo. Suad Fileković. Fileković pametno nazaj do Simeunovića, na to pa malce nezbrana podaja proti odkrivajočemu se soigralcu. Nenatančna podaja ali pa premalo odkrivanja na drugi strani, kakor pač vzamete. Simeunović. Simeunović išče podajo. Ja, zagotovo za nasprotnike ni nič kaj prijetno, ko Simeunović takole pogleduje proti vratom ekipe oziroma proti vratom nasprotujoče ekipe, kajti Simeunović je znan po tem, da zna zapustiti soigralca s kakšno globinsko podajo. Zdaj je poskušal zaposliti Roka Buzetija. Žoga pa je na žalost Mariborčanov šla izven igralnega polja. Sevnica, kot sem že na začetku tega srečanja omenil, ima torej letos potencial, da naskoči tudi kakšno izmed prvih 3 mest, čeprav bi bilo to zelo težko, kajti če upoštevamo, da je letos v prvi slovenski futsal ligi kar nekaj takšnih ekip, ki bi se lahko prebile do vrha. To so denimo Oplast Kobarid, Dobovec, Litija, Maribor seveda in pa tudi Sevnica, kot sem že omenil. To so tiste favoritinje za morebitno prvo mesto. Zaenkrat pa najboljše kaže Kobaridu. Sevnica pa je največji ligaški uspeh nazadnje osvojila v sezoni 2013-2014, ko je osvojila 3. mesto. Sicer pa je bila denimo v sezoni 2000-2001 tudi druga v tem tekmovanju in pa v sezoni 1999-2000 prav tako 3. Žoga pripada Sevnici. Milivoje Simeunović. Simeunović proti Totoškoviću. Totošković poskuša s prodorom, malce pretežka naloga, potem ko sta ga pokrivala 2 nasprotnika.
Ja, zdaj pa je v igro stopil pri Mariborčanih številka 16. To je Jaka Jager. Strel proti vratom strani Kraljiča, vendar mimo gola. Fideršek proti Jagru. Ja, na to pa prekršek nad Matejem Fiderškom in mislim, da tukaj nič ne bi bilo narobe, tudi če bi delilec pravice pokazal rumeni karton. Ostro reagiranje torej Drobneta, čeprav mislim, da Drobnet tukaj seveda ni nameraval narediti namernega prekrška, žoga pripada Mariborčanom. Jager. Simeunović, pa Fideršek. Fideršek nazaj proti Simeunoviću, pa na to na Totoškovića, pa Fideršek, kakšna bomba, odlično odigrana akcija, torej Simeunović do Totoškovića, na to pa Totošković s povratno podajo do Fiderška. In to je ena izmed lepših akcij v prvem polčasu, vsaj doslej. Ponovno pa je Matej Fideršek poskušal z neposrednim strelom proti vratom. Jaka Jager na drugo stran proti Totoškoviću, malce predolga žoga, ampak Totoškoviću je vseeno uspel zadržati v posesti Maribora. Pa sedaj na drugi strani ponovno skuša Totošković, pa sedaj Fideršek ponovno, odlično si je Fideršek nastavil žogo na svojo močnejšo levico, ampak na to mu je zmanjkalo moči, da bi zapretil proti mreži gostujočih. Koprivnjak podaja na drugo stran proti Martiću, na to pa zapravljena žoga strani Martića. Totošković je takoj poskušal prodirati po levem boku, ampak mu ni uspelo, tako da žoga pripada Sevnici. Medtem pa Koprivnjak iz igre, namesto njega pa v igro prihaja Krnc. Drobne pa na drugi strani prodira, še vedno Sebastian Drobne, malce mu je spodrsnilo, je pa iztržil kot za Sevnico. Sebastian Drobne iz kota. Drobne proti Krncu, oziroma mislim, da je bila ta podaja namenjena celo Nenadu Kurtiću. Kakorkoli, na to je uletela v out, tako da ponovno pri žogi Sevničani. Kurtić poskuša s preigravanjem še vedno. Nenad Kurtić, ki pa je na to preprosto poskušal malce preveč, zato je žoga zdaj v posesti Maribora. Totošković. Totošković tam malce igre z telesom, tako da zdaj bo žoga pripadala Sevnici. Totošković je tam igral zelo na moč. Zelo bujno pa je odreagiral tudi gostujoči trener Jože Gacnik. No, prejle, ko sem omenjal torej uspehe Sevnice, sem seveda pozabil omeniti enega izmed največjih, torej v letu 1998, ko so postali državni prvaki, torej Sevnici vendarle je uspelo zasesti prvo mesto prve slovenske futsal lige, ampak od tega je že zelo, zelo dolgo in seveda se je zasedba igralcev popolnoma spremenila. Zdaj pa priložnost za Sevnico. Dober tajming Damirja Puškarja, moramo reči, pravočasno je odšel iz vrat in tako onemogočil Krncu, da bi prišel do strela.
Zdaj pa žoga za Sevnico. Strel in mimo gola, Drobne je meril mimo vrat. Oziroma meril je najverjetneje v vrata, ampak žoga je šla mimo. Rezultat je vedno 1-0 za Remax Maribor. Mariborčani torej že kakšnih 25 let brez naslova v prvi slovenski futsal ligi. Nazadnje so ga osvojili, ko so se še imenovali Mila Branik Talci v sezoni 1995 oziroma Mila Juventus, tako da 20 let je od tega. In zagotovo jim je v interesu, da bi letos povrnili prvo mesto v Maribor. Totošković poskuša strelom proti vratom mimo gola, 13. minuti srečanja. Zaenkrat so domačini naredili 3 prekrške, ki štejejo v statistiki, gostujoči pa 2. Nečemer. Pa Krnc. Krnc poskuša s podajo, Fideršek je priboril žogo na svojo stran, Matej Fideršek podaja na drugo stran proti Totoškoviću, na to pa ponovno dobro postavljanje Sebastjana Drobneta. Zaenkrat lahko rečemo, da Sevničani puščajo kar veliko svobode Mariborčanov, ampak kljub temu jim ne pustijo, da pridejo do učinkovitih zaključkov, razen tistega, ko je zadel Matej Fideršek v 4. minuti. Nikola Jandrić. Jandrić proti Čehu, Čeh pa je močno streljal, ampak ponovno na pravem mestu Sebastjan Drobne. Jandrić in Čeh bosta sedaj najverjetneje ponovila vajo. Ja, tokrat je Čeh poskušal s podajo na drugo vratnico, kjer se je odkrival Denis Totošković, ki pa zdaj le odhaja z igrišča, namesto njega v igro Suat Fileković. Žiga Čeh, pa Nikola Jandrić, pa ponovno Čeh. Suat Fileković, na to pa Rok Buzeti s strelom, tudi to ni bilo tako nedolžno. Rok Buzeti je imel še samo enega igralca pred seboj, torej Nečemra. Odločil se je za takojšen strel proti vratom. In žoga je šla kakšna pol metra mimo desne vratarjeve vratnice. Zdaj pa pri žogi Buzeti. Pa Žiga Čeh do Jandrića. Žoga se na to odbija in na srečo gostov je to samo out. Ja, potem pa kar nekaj sreče ponovno za Sevnico, da tale žoga po odbitku ni pristala v vratih. Še vedno 1-0. Buzeti na drugo stran proti Čehu. Čeh je poskušal tako z voleja, vendar žoga je šla daleč prek vrat. Potrebno pa je omeniti tudi, da je bil to malce težji položaj. Ukolikor pa takšna žoga dobro sede, pa smo že videli v futsalu tudi zelo zanimive zadetke. Žiga Čeh bo izvajalec tega stranskega avta. Rok Buzeti. Buzeti porodira, podaja na drugo vratnico, kjer pa se Fileković ni odkril. Škoda, žoga je bila dobro mišljena strani Buzetija. Krnc. Na to dvojna podaja in Krnc se je osvobodil na drugo polovico igrišča. Drobne in zapravljena priložnost Sevnice. Zagotovo najlepša priložnost Sevnice v tem prvem polčasu. Odlična dvojna podaja na svoji polovici igrišča. Na to je Krnc prodrl na drugo stran, podal odkrivajočemu se Drobnetu. Drobne pa ni uspel premagati Damirja Puškarja. Že pred tekmo so torej nogometaši Sevnice govorili, oziroma trener je omenil, da bo težko premagati Damirja Puškarja, ki pa je sedaj vendarle skoraj klonil. Ponovno dober poizkus Sebastjana Drobneta. Zdaj so Sevničani pokazali, da tudi oni lahko ogrozijo nasprotnika.
Zagotovo je tu tudi kanček dodatne motivacije za gostujočo ekipo iz Sevnice. Jandrič poskuša s hitrim protinapadom, nato pa umirjeno vrača žogo proti Čehu. Rok Bozeti prodira strel in... Ja, tole pa je bila dobra poteza Roka Bozetija, ki je preigral nasprotnika, si osvobodil prostor, nato pa skušal streljati. Pravzaprav to niti ni bil slab poizkus, ampak na drugi strani se je izkazal v vratih Govekar. Žoga pa pri domačem vratarju Damirju Puškarju. Jandrič. Čeh do Jandriča. Jandrič zdaj žoga ni prečkala od črte po mnenju sodnikov, zdaj pa Jandrič poskuša strelom, Govekar podaja po boku, nato pa iz igre pošilja žogo Suat Fileković. Fileković je izkušen nogometaš in on najbolj ve, zakaj je storil tako, da je žogo poslal izven igrišča, tako je pomagal svoji ekipi, da se postavi nazaj na svoje mesto, zdaj pa protinapad Sevnice, poskus in zadetek! Številka 47, Irneš Korić je zadel v 15. minuti. Zdaj je torej rezultat 1:1 in vse kaže, da se ponavlja zgodba iz tiste prve tekme iz prvega kroga, ko so Mariborčani vodili, nato pa prejeli zadetek. Na tisti tekmi je Sebastian Drobne zapravil tudi 6 metrovko, tako da, ukolikor bi še tisto uspel realizirati, bi Mariborčani celo klonili. Medtem pa je Fideršek poskušal strelom proti vratom Govekarja, žoga ga tokrat ni ubogala. Simeunović. Suat Fileković. Fileković vrača Simeunoviću, na drugi strani pa Fideršek. Pa Milivoje Simeunović. Fideršek pa zdaj pri žogi Drobne. Mariborčani bodo morali paziti na protinapade Sevnice, kajti danes so že potrdili, da so lahko v teh situacijah izjemno močni. Ne samo pri tem le zadetku, ampak tudi pri prejšnji priložnosti, ko je bil Drobne sam pred vrati Puškarja, oziroma je imel za premagati samo še Damirja Puškarja, ki pa se je vnovič zelo dobro izkazal. Milivoje Simeunović podaja proti Fideršku, Fideršek je sprožil, kaj pa vem, z kakšnih 17 metrov. Žoga pa na to kot za Maribor. Ja, malce je bilo torej nesporazumov med obema sodnikoma, ampak na to je tale, ki je bil bliže, dosodil, da bo to vendarle kot za Remax Maribor. Strel Fiderška, tole je bil dober poizkus, ampak Govekar se je dobro znašel, potem se je žoga še odbila do Totoškovića, ampak ostaja pri 1:1. Zdaj pa protinapad Sevnice. Poskušal je Gregor Pešec. Simeunović na drugo stran, pa sedaj ponovno poskušajo Sevničani, ampak zdaj pri žogi ponovno Mariborčani. Totošković in 2:1, Denis Totošković v 16. minuti prvega polčasa. Ja, zanimivo srečanje lahko povzamemo zaenkrat. Mariborčani so povedli z 1:0, nato so dobili izenačujoči zadetek, sedaj pa so ponovno prevzeli vodstvo. Bomo videli, če so se z prejšnje lekcije kaj naučili, ali pa bodo ponovno prejeli izenačujoč zadetek. Zdaj pri žogi vijoličasti. Fideršek poizkuša, z levico strelja proti vratom, ampak sijajno Govekar. To bo nov kod za Mariborčane. Milivoje Simeunović bo podajalec iz kota. V prekrških pa 3:3. Simeunović podaja nazaj proti
kapetanu, ki vrača žogo branilcu svoje mreže. Dolga podaja Puškarja naprej proti Totoškoviću. Ja, Totošković je pokazal Puškarju, da je bila to dobra namera z dvignjenim palcem in najverjetneje bosta Puškar in Totošković skušala uveljavljati tole prakso tudi v prihodnje. Milivoje Simeunović proti Fideršku. Fideršek preigrava. Vrača pa Simeunoviću. Simeunović je poskušal s podajo v globino, zdaj pa Drobne drvi v nov protinapad, vendar na to izgubljena žoga. Dva branilca sta ga ujela in Drobne je imel težko nalogo pri morebitnem zaključku proti vratom. Pravzaprav je žogo izgubil, tako da ni resneje ogrozil vrat. Zdaj pa ponovno pri žogi Drobne, ki je odlično zaposlil svojega soigralca, številko 22, torej Gregorja Pešica, vendar ostaja pri 2:1. Dobro pa moramo ponovno izpostaviti dobra obramba Damirja Puškarja. Kurtić podaja nazaj. Pa sedaj strel z velike razdalje, zelo optimistično se je tega lotil Marko Račić in žoga v avtu. Medtem pa zamenjava, Drobne je odšel z igrišča, očitno mu je zmanjkalo malce moči pri tehle protinapadih, namesto njega pa je zapolnil prazno mesto Nenad Kurtić, številka 19. Nikolaj Andrić, pa Fideršek. Fideršek nazaj do Simeunovića. Zdaj pa Puškar, ponovno natančna podaja, tokrat proti Jandriću. Ampak žoga je šla izven igralnega polja. Medtem pa naj omenim, da teče tudi prvi polčas med Dobovcem in Litijo in rezultat je zaenkrat 2:1 za Dobovec Pivovarno Kozel. Medtem pa nov timeout in priložnost za ekipi, da se malce spočijeta in napolnita moči za nadaljevanje tega srečanja. Smo torej v 18. minuti, rezultat je 2:1 za domače. Zadela sta Matej Fideršek in Denis Totošković za Rimax Maribor, na strani Sevnice pa je bil uspešen Irnes Škorić. Torej, ostale tekme današnjega srečanja, kot sem že omenil, Dobovec in Litija. Ekipi se borita za priključitev k vrhu, obe imata po 14 točk. Potem Puntar in pa Bronx Škofije si delita 10 točk in zasedata trenutno 7. in 6. mesto. Torej, tudi tista tekma bo zanimiva in napeta. Oplast Kobarid pa ima prosti krog, potem ko je v prejšnjem krogu premagal Mariborčane. Mi pa spremljamo tekmo med Mariborom in Sevnico. Dobovec sicer zaseda 3. mesto, ampak potrebno je omeniti, da imajo tekmo manj. Proti Benediktu bodo odigrali decembra. Tista tekma je bila prestavljena, ker je Dobovec igral v Ligi prvakov, kjer se je pravzaprav v eliti med 16 najboljšimi ekipami tudi dobro izkazal, potem ko je zmagal zadnjo tekmo, 3. tekmo, prvi 2 tekmi pa je izgubil. Ampak potrebno je omeniti, da so igrali proti zares profesionalcem in težko je sploh realno primerjati takšne tekmece. No, potem pa, ko so Dobovčani končali z Evropsko ligo, pa se je poslovil tudi njihov trener Zoran Tesko. Kdo bo njegov naslednik, pa še trenutno ni jasno. Vrnimo pa se k trenutni tekmi med Mariborom in Sevnico, torej še vedno 2:1. Simeunović proti Jandriću, pa nato Totošković. Fideršek strelja, prevelika gneča, da bi lahko ta žoga prodrla proti vratom. 19. minuta srečanja teče. Do konca prvega polčasa še manj kot 2 minuti absolutnega časa. Medtem zamenjava, Račić odhaja z igrišča, namesto njega pa v igro Koprivnjak.
torej svežina na strani Sevnice. Koprivnjak, pa zdaj Kurtič. Kurtič, slabša podaja, Totošković je prestregel tole žogo, Denis Totošković do Jandriča. Jandrič je skušal s povratno podajo vrniti žogo proti Totoškoviću, ampak izboril je le out za Mariborčane. Jandrič je poskušal z neposrednim strelom z auta proti vratom, najverjetneje je stremel k temu, da se bi žoga odbila do kakšnega izmed njegovih soigralcev. V novem napadu pa Mariborčani tokrat preko Simeunovića, malce smole pri mariborski 21-tici. V protinapad je vsaj skušal Gregor Pešec. Nato je tam padel izven igralnega polja nogometaš Sevnice, potem pa prekršek nad Fiderškom. To bo zdaj dobra priložnost za Mariborčane, kajti šlo bo za prosti strel z kakšnih 7 metrov. To bi bila dobra popotnica, okolikor bi sedaj Matej Fideršek, vendar ne bo ta razdalja malce daljša. Matej Fideršek pa bo skušal zadeti tretji zadetek za Maribor. Fideršek strelja, vendar na pravem mestu Koprivnjak. Nov kod za Mariborčane. Izvajalec bo Milivoje Simeunović. Fideršek je sedaj v ozadju in bo čakal na morebiten protinapad, vendar le žoga do Fiderška. Ja, Fideršek je sedaj pokazal, kako se strelja takole z voleja. Žoga tokrat ni šla tako zelo daleč prek vrat, kakšen meter, mislim, da je šlo prek prečke. Zdaj pa priložnost in zadetek! Denis Totošković za 3-1 v zadnji minuti prvega polčasa. Jaz prva sem mislil, da je žoga zadela le zunanji del mreže, ampak očitno je bil to zadetek in rezultat je sedaj 3-1. Denis Totošković pa je s tem zadel že svoj 17. zadetek v tej sezoni. Oziroma 18. 2 je zadel na današnjem srečanju. Ja, tole je bila igra z roko. Tudi z komentatorskega mesta je bilo vidno, da je Totošković tam igral z roko. Tako da tudi če je Fideršek streljal, je ta akcija razveljavljena. Do konca še kakšne pol minute, Mariborčani pa zanimivo, povsem v ofenzivi. Zanimiva, atraktivna poteza Totoškovića, ki je skušal meriti proti vratom, obrnjen s hrbtom proti nasprotniku, ampak žoga ga ni zadela. Simeunović proti Puškarju, Puškar pa žogo podaja naprej proti Totoškoviću. Najverjetneje bomo sedaj videli še kakšen napad oziroma poskus napada Sevnice. Tako je tukaj Martić in zadet... to ni zadetek. Vratnica je sedaj rešila Sevnico. Potem, ko sem žogo že videl v mreži, poskušal pa je Uroš Martić v zadnjih sekundah prvega polčasa. Ja, za tole akcijo se bodo gostje še zelo sekirali, ukolikor bo na koncu rezultat tesen za en zadetek. Rezultat torej 3-1 za Mariborčane. Streljci so bili dvakrat Denis Totošković, enkrat Matej Fideršek na strani Maribora in pa na drugi strani Irne Škorić. Ostanite z nami po oglasih, ko bomo gledali drugi polčas te tekme. Lepo zdrav, gledalke in gledalci. Spoštovanjem, ponovno se javljamo iz Mariborske športne dvorane Lukna, kjer nadaljujemo s 10. krogom prve slovenske futsal lige med ekipama Remax Maribor in Potočje projektiranje Sevnica. Rezultat iz prvega polčasa je 3-1 za Mariborčane. Prvi je zadev na tekmi Matej Fideršek v 4. minuti srečanja, nato so gostje izenačili preko Irnesa Škorića v 15. minuti.
Na to pa je takoj minuto potem zadel Totošković za 2-1 in pa še na to v zadnji minuti srečanja Totošković za 3-1. Potrebno pa je omeniti tudi zadnjo priložnost v zadnjih sekundah, ko je poskušal nogometaš Sevnice proti vratom Maribora. Pravzaprav je že preigral Damirja Puškarja, na to pa je vratnica rešila Mariborčane. Tako da rezultat je sicer 3-1, ampak to seveda ne pomeni, da se Sevnica danes ne more približati mariborskim 3 golom. Sledi čiščenje površine, na to pa bomo videli, kaj so pripravili Sevničani v tem drugem polčasu. Ponovno je dobro odreagiral Damir Puškar, ki se je v prvem polčasu že velikokrat zelo dobro izkazal in je zagotovo zelo zaslužen za to, da so Mariborčani prejeli samo en zadetek. Tudi Drobne je velikokrat poskušal streljati proti vratom, oziroma enkrat je bil 1-1 s Puškarjem, pa se je Damir Puškar zelo dobro izkazal. Rok Buzeti, pa Čeh. Pa dolga podaja proti Buzetiju. Zdaj Buzeti poskuša, na to pa Govekar, malce tvegano, ampak učinkovito. Krnc je poskušal, na to pa Drobne. Sebastian Drobne strelja proti vratom, to bo samo kot za Sevnico. Žiga Čeh. Čeh proti Totoškoviću. Totošković poskuša z levico, vendar mimo gola. Mariborčani so sedaj zelo visoko napadli svoje nasprotnike. Zdaj pa Sevničani poskušajo z novim napadom. Tam je poskušal številka 47 Irne Škorić, vendar na to bo to samo žoga za Mariborčane. Rok Buzeti bo izvajalec tega stranskega avta. Ja, s kolegom sva se prejle v prvem oziroma med polčasom pogovarjala in opazila torej na sami tekmi, da Govekar na strani Sevnice vselej žogo spusti na tla in potem omogoči svojim soigralcem, da po tleh odigrajo kakšen protinapad. Zdaj pa protinapad za Mariborčane. Žiga Čeh poskuša strelom, vendar žoga je tokrat pristala v kotu. Torej, iz tega razloga najverjetneje Mariborčani tudi zelo ofenzivno pritiskajo na obrambno vrsto Sevnice, da ne bi mogla odigrati iz obrambe v napad. Tako da bo tudi Govekar v prihodnje najverjetneje prisiljen v to, da vrže kakšno žogo tudi proti polovici igrišča. Govekar pa ponovno v svojo bližino. Zdaj pa tam poskuša Buzeti, rešil je Sebastian Drobne, ponovno pa Govekar po tleh do Škorića. Škorić na drugo stran. Žoga še vedno v posesti Sevnice, tokrat zanimiv strel Uroša Martića, ki se je nekako dokopal do tele žoge, potem ko so Mariborčani slabše odreagirali na svoji polovici igrišča. In to je novo opozorilo Mariborčanom, da bo potrebno malce bolj paziti v obrambni vrsti. Atraktivno pa je poskušal s preigravanjem Sebastian Drobne, ki je na to grdo padel. Vsaj slišalo se je nič kaj prijetno za nogometaša Sevnice. Žoga pripada gostom. Krnc. Suat Fileković. Fileković poskuša svojimi čarovnijami. Fileković podaja nazaj proti Simeunoviću. Na to pa malce
slabše reagiranje Simeunoviča, ki pa se je na to hitro vrnil in popravil svojo napako, potem ko je blokiral žogo Krncu. Krnc bo izvajalec avta. To pa je bila žoga daleč mimo mariborskih vrat. Žiga Čeh. Čeh je streljal, močen poskus Žige Čeha. Sevničani bodo morali biti pozorni na tega mladega nogometaša, ki je denimo proti Dobovcu zadel enega izmed odločilnih zadetkov, da so domači remizirali z aktualnim državnim prvakom. Zdaj pa Suat Fileković, zanimiv strel Filekovića, na to pa vratnica rešuje Sevnico. Ja, Suat Fileković je dvakrat dobro meril proti vratom Sevnice, na to pa so Sevničani skušali kaznovati, pa zdaj ponovno proti napad. Suat Fileković podaja nazaj proti Fideršku, ki sedaj umirja strasti v igri. Ja, zelo se je razvnela tale tekma. Fileković poskuša s podajo proti Fideršku, vendar ponovno v posesti Sevničani. Drobne strelja, pa na to Fideršek na svoji polovici igrišča pošilja žogo v out. Menjava med tem pri Mariborčanih. Na klop je odčepal Žiga Čeh, namesto njega pa v igro prihaja Nikolaj Andrić. Lahko rečemo, da obe ekipi danes kažeta kvalitetno igro. In tale kombinacija med Sevnico in Mariborom je zelo zanimiva za oči gledalcev. Medtem je poskušal Nikolaj Andrić, slabo pa je meril v tem napadu. Senodin Džafić je po tistem porazu z Mariborom povedal, da se bo potrebno malce bolj potruditi po tem porazu, ki so ga doživeli pred tednom dni, in da se bo na tej tekmi pokazalo, če so ekipa ali ne. Medtem poskus in odlična obramba ponovno Damirja Puškarja. Ja, Damir Puškar ima danes ponovno svoj dan, pravzaprav ga ima vedno. Na vsaki tekmi blesti tale nogometaš. Zelo dobro se spomnim tudi tiste prijateljske tekme Španijo v lanskem letu, ki smo si jo ogledali v mariborski dvorani Tabor, ko je Slovenija, torej slovenska reprezentanca, remizirala Španijo. In tudi takrat je Damir Puškar blestel. In v tistem primeru, torej v slovenskem dresu slovenske nogometne reprezentance futsala. Medtem pa smo v preteklih dneh spremljali torej tudi reprezentančno tekmo velikega nogometa, ki pa se je slabo končala za naše. Zdaj pa priložnost Mariborčanov, ki so zapretili proti gostujočim vratom. Zdaj pa takoj proti napad Nečemra in žoga v avtu, oziroma v kotu. Gol avto za Damirja Puškarja. Kako hitro so sedaj ponovno izpeljali akcijo nogometaši Sevnice. Opogumil pa se je na drugi strani eden izmed navijačev Maribora. Da vidimo, če se bodo zdaj morda tudi tribune malce razživele. Fileković proti Fideršku. Pa Nečemer odzema žogo. Še vedno Nečemer. Ovira ga Matej Fideršek. Nečemer pa podaja žogo nazaj. Škorić prodira, ampak trije nogometaši Maribora so spretno odreagirali v obrambi, tako da žoga ponovno na strani Sevnice. Zdaj so se vendarle gostje malce zavedali, da bo potrebno prevzeti pobudo in stremeti k hitremu zadetku. Škorić podaja proti Nečemru, ki pa je streljal mimo vrat. Rezultat še vedno 3-1. V 26. minuti srečanja pa bomo videli kot za Sevnico.
Račič. Račič poskuša. Ujel je Puškar, ki meče naprej proti Andriću. Povsem drugačna taktika, torej kadar pride žoga do vratarja na strani Maribora, kot pa na strani Sevnice. Mariborčani vselej poskušajo z metanjem dolgih žog. Zdaj pa Račič poskuša s preigravanjem. Račič, ob njem je spretno stal trden Simeunović, ki ni pustil žoge mimo svoje mariborske trdnjave. Damir Puškar. Simeunović. Pa na to žoga proti Jandriću. Simeunović, dolgo žogo proti Fideršku oziroma med Fiderškom in Totoškovićem. Na to pa prekršek Jandrića, ki je s telesom prevrgel Marka Račiča. Drobne je dobro našel Krnca, na to pa v vratarjevem prostoru uspešen Puškar. Puškar pa na to meče žogo na drugo stran v out, potem ko ni mogel podati nobenemu svojemu soigralcu, ki so se očitno malce slabše odkrili. Ampak kljub temu žoga ponovno na strani domačinov. Totošković, dolga žoga naprej, kjer je tekel Anže Kraljič. Pa zdaj Jandrić kombinira s Totoškovićem, Denis Totošković strelja proti vratom. Dobra bomba Totoškovića, kar premaknilo je Govekarja v vratih, ki pa je bil na pravem mestu. Krnc. Krnc poskuša po levem boku, še vedno Krnc strelja in mimo gola. Žiga Čeh in Jandrić sta se zamenjala. Žoga pa v posesti Maribora. Vse dokler bo rezultat takšen kot je, torej 3-1, bo tekma zelo napeta, kajti 2 gola razlike pri futsalu nista tako velikega pomena, da se ne bi mogla hitro izničiti. Simeunović. Totošković proti Kraljiču. Anže Kraljič poizkuša. Pa zdaj ponovno Simeunović in Čeh. Čeh preigrava. Čeh podaja proti Totoškoviću in proti napad Sevnice. Da vidimo, če bo tudi tokrat učinkovit. Pešec je slabo podal proti Drobnetu, ki se je iz obupa kar vlegel po parketu. Tale akcija Sevnice je torej splavala po vodi. Žoga pripada Sevnici. Krnc. Damir Puškar bo poslal žogo v igro. Zdaj Simeunović. Odkril se je Čeh, pa nekoliko slabše sprejel žogo v sredini igrišča, potem ko mu je dobro podal Totošković. Zdaj pa Sevničani pri žogi. Koprivnjak. Koprivnjak proti Krncu, strel in mimo gola. Puškar se zdaj zelo jezi na svoje soigralce, češ da niso dobro pokrili Koprivnjaka, ki se je zlahka dokopal do strela. Dolga podaja Kraljiča, tokrat naprej, ampak nikogar izmed njegovih soigralcev ni bilo na predvidenem mestu. Koprivnjak podaja po liniji, pa Pešec na drugo stran in žoga je šla izven igrišča. Ravno Sevnica je torej bila
tista, ki je v letošnji sezoni prva malce prekrižala načrte Mariborčanom, ki so že pred samo sezono napovedovali torej absoluten naskok na prvo mesto, pa so že prvo tekmo v gosteh proti Sevnici zgolj remizirali. Sicer pa so naslednje tekme popravili svoj vtis in že v Benediktu denimo zmagali 7-2. Kaj je sedaj dosodil sodnik? Prekršek v korist Maribora, porumenel pa je številka 15 Domen Krnc. Mariborčani so v tej sezoni remizirali poleg Sevnice tudi proti Litiji in proti Dobovcu. Zmagali so proti Benediktu, proti Bronxom iz Škofij, proti Puntarju in proti zadnje uvrščeni Ajdovščini. Fideršek pa si sedaj nastavlja žogo na mesto izvajanja prekrška. Fideršek ni uspel zadeti. Pa sedaj ponovno pri žogi omenjeni nogometaš, vendar žoga še vedno pri Mariboru. Matej Fideršek, to bi moral biti prekršek, ampak očitno ne. Očitno po sodniških kriterijih na današnji tekmi temu ni tako. Fideršek je sicer bil oviran, padel v kazenski prostor nasprotnikov. Kakorkoli, igra je stekla dalje in sedaj bomo pospremili akcijo Sevničanov. Martič podaja na drugo stran igrišča, žoga pa bo za Mariborčane. V igro pa vstopa Suat Fileković na mesto Totoškovića. Totošković mislim, da je danes lahko kar zadovoljen s svojo igro, čeprav na klopi ne kaže ravno takšnih izrazov, očitno ni bil zadovoljen z eno izmed prejšnjih akcij, ampak Totošković je na današnjem srečanju torej zadel 2 zadetka. Kraljič. Puškar. Simeunović. Fileković proti Kraljiču. Kraljič poskuša strelom. Dobro postavljena obramba Sevnice, lahko rečemo, oziroma na pravem mestu je bil številka 22 Gregor Pešec. Posledično bomo ponovno spremljali podajo iz avta za Maribor. Simeunović do Filekovića. Fileković, dolga žoga proti Simeunoviću, oziroma visoka žoga. Simeunović je padel, oviral ga je Koprivnjak, nato pa se je hitro odločil za podajo proti Filekoviću. Fileković je bil oviran. Ponovno mislim, da je Suat Fileković zahteval prekršek. Zdaj pa pri žogi Matej Fideršek. Matej Fideršek proti Kraljiču. Kraljič skuša strelom, vendar mimo gola. Kraljič. Odkriva se Fileković globoko v napadu. Ravno njemu je sedaj namenil žogo Buzeti. Lahko vidite, kako globoko v napadu so ponovno postavljeni Mariborčani. Sploh ne pustijo Sevnici, da bi skušala odigrati kakšne bolj obetavne akcije. Buzeti. Buzeti nazaj na Puškarja. Puškar pa z visoko podajo zaposljuje Fiderška. Fideršek je uspel spraviti žogo na drugo stran. Pokazal je Filekoviću, češ zakaj se nisi odkrival, ampak Fileković ni spremljal tele akcije. In ni bil na predvideni drugi vratnici.
Žoga bo pripadala Mariborčanu. Kraljič. Ja, dobro ga je oviral strelec današnjega zadetka Škorič, edinega zadetka doslej za Sevnico. Škorič je svojim golom vknjižil 7. zadetek v tej sezoni prve slovenske futsal lige. Zdaj pa napaka in takoj se je odločil Kraljič za strel. Ja, ob njem je stal tudi Filekovič, ampak po eni strani je Kraljič zagotovo stremel k temu, da bi čim prej zaključil tole akcijo in izkoristil darilo. Zdaj pa proti napad Sevnice in zadetek. Zadev je, ali je bil to avtogola, pa mislim, da je vendarle prišel do svojega drugega zadetka Škorič. Ja, Škorič je prišel do svojega drugega zadetka, zdaj smo dobili še uradno potrditev, tako da je rezultat sedaj 2-3. V 32. minuti je Škorič prišel do svojega 8. zadetka v tej sezoni. Ja, to pa je sedaj lahko malce bolj zaskrbljujoče za domačine, ki sedaj zmagujejo zgolj z enim golom razlike. Fideršek pa poizkuša, sijajna poteza Mateja Fiderška, ki si je takole dvignil žogo preko nasprotujočega nogometaša in prodrl sam proti vratom. Takšne individualne kvalitete pridejo še kako prav pri ekipi in Matej Fideršek je zagotovo nogometaš, ki je tehnično podkovan. Fideršek proti Bozetiju, Bozeti strelja in zadetek, Rok Bozeti za 4-2 v 33. minuti. Niso dolgo odlašali Mariborčani in ponovno so z 2 goloma v prednosti. V 1 minuti smo torej videli 2 gola, kakor da bi Mariborčani malce čakali Sevničane, da se približajo, potem pa jim ponovno ušli na 2 gola razlike. Drobne. Pa žoga za domačine. Do konca drugega polčasa še slabih 8 minut časa. Celotnega časa seveda nekoliko več, če upoštevamo, da se vsaka prekinitev zaustavi. Pri žogi pa Mariborčani. Buzeti. Rok Buzeti preigrava, skoraj da je vknjižil še svoj drugi zadetek na tem srečanju. Na drugi strani pa se mu je sicer odkrival tudi Jaka Jager, kar bi lahko bila še pametnejša poteza, kolikor bi zaposlil Jagra, kajti bil je povsem sam. Ampak to so seveda sekunde, v katerih ne moreš preveč tehtati, katera odločitev bi bila najprimernejša. Nikolaj Andrić proti Totoškoviću. Totošković drži žogo v svoji posesti, zaposlil je Andrića, nato pa Jager in žoga je ušla izven igrišča, pripadala pa bo Sevničanom, ki še zagotovo niso rekli zadnje besede. Puškar izbija, nato so Mariborčani dobili skok. Totošković proti Buzetiju, Buzeti vrača Totoškoviću, nato pa Andrić ni stekel v napad, zdaj pa je vendarle sam prodrl in po mnenju sodnikov naredil prekršek nad Drobnetom. Oziroma ne, po mnenju sodnika je torej žoga prečkala črto, ki meji igralno polje.
Ukolikor bo ostalo pri temle rezultatu, se bodo Mariborčani približali vrhu, torej približali Kobaridu, ampak vse je odvisno od tiste tekme, kako bi Kobarid odigral. Torej, če bi trenutno prvovrščena ekipa zmagala, bi Mariborčani še vedno zaostajali za 4 točke. Ukolikor pa bi Kobarid izgubil, pa bi štajerska ekipa bila zgolj z eno točko zaostanka za prvim mestom. Zdaj pa prekršek v prid Sevnice. Škorič bo izvajalec tega prostega strela. Ne pozabimo, Škorič je danes že vknjižil 2 zadetka. Ja, Škorič je tudi tokrat lepo meril, ampak še boljši je bil na drugi strani Puškar. Totoškovič. Totoškovič je žogo poslal naprej, potem ko se mu ni odkrival nihče izmed soigralcev. Nato pa out za Sevnico. Končala pa se je tekma med Puntarjem in Bronx iz Škofij, medtem obetaven poizkus Sevnice in nato mimo vrat Marko Račič. Torej, končala se je tekma med Puntarjem in Škofijami. Puntar je zmagal z rezultatom 5-3. Mariborčani pa so zapravili nov napad. Dobovec Pivovarna Kozel v polčasu torej vodi proti Litiji z rezultatom 2-1. Benedikt in Ajdovščina pa trenutno igrata remi, torej 1-1. Najverjetneje je tudi tista tekma zelo napeta, kajti kot sem že omenil, je motiv velik. Tako ena kot druga ekipa se borita za obstanek v tem elitnem tekmovanju slovenskega futsala. Nikola Jandrič. Jandrič podaja proti Jaki Jagru. Jager pa vrača Simeunoviču. Jandrič do Totoškoviča. Totoškovič ima sedaj pred seboj Drobneta. Dobro je streljal proti vratom. Ter tako s hitro reakcijo skušal presenetiti gostujočega Govekarja. Iztržil pa je kot v prid domačih. Totoškovič strelja mimo gola. Do konca še kakšnih 5 minut. Zaenkrat v boljšem položaju Mariborčani, ki jo vodijo 4-2. Zaskrbljen pa je lahko trener gostov Jože Gačnik. Jože Gačnik je že pred srečanjem dejal, da se zaveda, da igrajo proti eni izmed najboljših ekip v ligi, da to dokazuje ta stanje na lestvici in imena, ki igrajo za ta klub. Prav tako se Jože Gačnik tudi zaveda, da imajo torej izven serijskega vratarja, to so bile njegove besede. S tem je stremel na Damirja Puškarja, ki pa se je danes zares dobro izkazal in potrdil te njegove besede. Puškar podaja žogo naprej proti Totoškoviču, dobra podaja Totoškoviča na drugo stran proti Jandriču. Nato pa bo to samo gol out za gostujoče. Medtem sta se zamenjala. Škorič je šel iz igrišča, namesto njega pa je prišel v igro Sebastian Drobne. Drobne sedaj pri žogi, po odlični dvojni podaji še vedno pri žogi Sebastian Drobne, nato pa out za goste. Krnc, še vedno Krnc, priložnost in mimo gola. Dobro je preigral nogometaš Domen Krnc.
Na to pa slabše meril, ko je ponovno eksplodiral iz svojih vrat Damir Puškar. Mislim, da tokrat ne gre za poškodbo, temveč zgolj za malce pomoči pri opremi. Tako da so skrbi odveč, da danes Mariborčani ne bi mogli več računati na izjemnega Damirja Puškarja. Jandrić proti Filekoviću. Simeunović do Jandrića. Nikola Jandrić poskuša svojim znamenitim prodorom. Ponovno pa pri žogi nogometaši iz Sevnice. Ja, Sevničani vselej skušajo prebiti proti Mariborčanom z igro po tleh. Mariborčani pa jim to vse skupaj zelo dobro onemogočajo, potem ko vsi stojijo na njihovi polovici. Zdaj pa prekršek Jake Jagra nad Martićem. Glavni sodnik pa sedaj pomirja Denisa Totoškovića, ki se je razburjal iz klopi. Ja, zdaj je dal sodnik tudi jasno vedeti, slišala se je do komentatorskega mesta, da Totošković poda še en komentar in bo moral zapustiti tole tekmo in jo spremljati s tribun. Suat Fileković prodira. Suat Fileković je vedno, najverjetneje bo šlo tukaj za strel, ampak vendarle je Fileković podal Fideršku, Fideršek pa ni uspel zaključiti. Jandrić do Filekovića, predolga žoga oziroma premalo natančna za izkušenega Suada Filekovića. Nečemer. Zdaj pa dolga podaja Sevnice po boku, ampak premalo natančna. Do konca še 3 minute. Zaenkrat vse kaže, da bodo Mariborčani vknjižili nove 3 točke. Ampak počakajmo do konca, da vidimo, kaj lahko Sevničani pravzaprav sploh storijo v teh zadnjih minutah. Zdaj so dobili prekršek, kar je lahko voda na mlin za goste. To pa je bil celo 6. prekršek, tako da bodo sedaj Mariborčani kaznovani z 10 metrovko. Ja, povsem sem pozabil spremljati, torej en čas so bili prekrški izenačeni 3-3, zdaj pa so Mariborčani v kratkem času naredili 2-3 prekrške in zdaj bodo kaznovani strelom iz 10 metrov. Škorić. Škorić je zadel svoj 3. zadetek na današnjem srečanju. No, zdaj pa malo manjka in me bodo Sevničani demantirali, potem ko sem že zmago pripisoval Mariborčanom. Torej, Škorić je prišel do svojega odličnega 3. zadetka na tem srečanju. Mariborčani morajo sedaj igrati bolj premišljeno, kajti ukolikor storijo še en prekršek, lahko sledi podoben scenarij. Škorić pa, kot smo že videli, takšnih strelov očitno ne zapravlja. Sebastian Drobne. Pa potem Jandrić. Jandrić prodira, to je sedaj protinapad za Mariborčane. Nikola Jandrić pa ni uspel podati proti Filekoviću, ki se zdaj že kar ostro razburja nad svojimi soigralci. Očitno tekma ne teče skladno z njegovimi pričakovanji. Tole pa bo nova minuta odmora, ki jo je zahteval domači trener Senodin Džafić. Ostali sponzorji
Irne Škorič je danes knjižil s tem le prejšnjim strelom z 10 metrov svoj 9. zadetek v tej sezoni in s tem je pridobil tudi kar nekaj mest na lestvici strelcev. Denimo, ukolikor danes, kar je sicer nemogoče, ampak nihče izmed ostalih ne bi zadel, bi Škorič zasedal že v tem primeru 3. mesto na listi strelcev. Da vidimo torej, kako se bo tekma razpletla v teh zadnjih 2 minutah. Kaj bodo pripravili Sevničani? Morali bodo malce tvegati in igrati na vse ali nič. Kljub temu pa se niso odločili za taktiko, ki jo večkrat vidimo v futsalu, torej da bi igrali s 5 igralci, potem ko morajo uloviti izid. Očitno bodo še vedno stremeli k temu, da iztržijo kakšen učinkovit protinapad. Ali pa stremijo k temu, da bodo ponovno dobili kakšen prekršek in streljali z 10 metrov. Ja, tukaj zdaj Totoškovič, ki je bil malce oviran in tudi tukaj bi lahko sodnik dosodil prekršek, potem ko ga je za dres vlekel Pešec. Fideršek. Simeunovič in pa Jandrič. Jandrič podaja pametno nazaj, pa Denis Totoškovič. Nikola Jandrič. Jandrič prodira podavje proti Fideršku, ampak na nepravem mestu Matej Fideršek oziroma premalo natančna podaja Jandriča. Zdaj pa Drobne v nov protinapad in malo je zmanjkalo, pa bi Drobne v zadnjih minutah zadel izenačujoči zadetek. Zanimivo bi bilo videti, kako bi se raznele strasti. Do konca ni več veliko kot za Sevnico. Strel in na pravem mestu Nikola Jandrič, ki je dobil tale blok. Govekar. Govekar. Pa sedaj Drobne poizkuša. Ja, požrtvovalno napada Drobne. Sedaj je dobil kot Sebastian Drobne, ki se precej razburja nad svojim nekdanjim soigralcem Matejem Fiderškom. Drobne do Škoriča. Škorič podaja nazaj, zdaj pa presležena žoga strani Jandriča. Totoškovič. Totoškovič pa pametno umirja in pošilja žogo nazaj proti Simeunoviču. Do konca zgolj še minuta srečanja. Damir Puškar podaja žogo naprej, ampak naravnost v naročje Govekarja. Zdaj pa Nikola Jandrič nazaj proti Simeunoviču. Pešec pri žogi. Še vedno Pešec. Pešec si je žogo nastavil na svojo levico, zdaj ima nekaj težav pri kreiranju akcije. Mariborčani se zaenkrat dobro postavljajo. Še pol minute, Škorič poizkuša, še vedno Škorič z levico, vendar uspešen Nikola Jandrič. Še 30 sekund bomo videli po izvajanju tega le kota. Ponavadi imamo vedno občutek, da zadnja minuta traja 5 minut, ko se čas tako zaustavlja in pa ko napetost narašča. Zdaj poizkus in Mariborčani so se uspeli obraniti tudi v tej akciji. Napetost je zdaj v zraku. Ali Maribor ali Sevnica. Zaenkrat vse kaže v dobro Maribora, ampak Sevnica v teh zadnjih minutah zares napada in ogroža vrata Mariborčanom. Pravzaprav prej na celi tekmi ni bila toliko na polovici Mariborčanov kot pa zdaj, vsaj po mojem mnenju. Zdaj pa nov kot za Sevnico. Krnc bo izvajalec. Da vidimo, če bodo Mariborčani uspeli zbrano spremljati tele zadnje akcije. Drobne je poskušal. Obetavno Sebastian Drobne. To je bila pa ena izmed zadnjih priložnosti za Sevnico, da pride do izenačenja. Kajti do konca še 15 sekund. Dolg met proti Totoškoviču. Škoda, da Mariborčani niso skušali
igrati na to, da zadržijo žogo v svoji posesti. Do konca še 6 sekund srečanja in sedaj morajo Sevničani seveda poskušati podati žogo naprej v kazenski prostor in upati na najboljše. Čas se bo iztekel, Pešec bo mogel streljati in konec današnjega srečanja. Priča smo bili torej zelo znamerljivi tekmi med Mariborom in Sevnico. Mariborčanom je vidno bilo videti olajšanje, torej zmagali so za 1 gol razlike, potem ko je bila zadnja minuta izredno napeta in takšnemu srečanju v tej sezoni ne vem, če smo bili priča, razen tisto tekmo z Dobovcem bi lahko primerjali po napetosti. Sedaj pa torej naj vas še povabim k gledanju tekme v naslednjem krogu, ki bo odigran 23. decembra, ko bodo Mariborčani doma gostili Litijo. Litija velja torej za zelo znano ekipo v zgodovini slovenskega futsala, še predtem pa bodo igrali v gosteh 4. decembra proti Benediktu. Hvala za ogled današnjega srečanja. Torej, Mariborčani so zmagali 4-3, strelci so bili na strani domačih Denis Totoškovič dvakrat, Matej Fideršek in pa Rok Buzeti, na strani Sevnice pa je bil uspešen 3-krat Irne Škorič. Hvala za pozornost in lep športni pozdrav. Doma gostili Litijo.